Dvodnevno praznovanje ob 140-letnici prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona je z osrednjo proslavo, slavnostno akademijo, doživelo vrhunec. Številnim gostom, ki so se udeležili slovesnosti, med njimi je bil minister za obrambo Republike Slovenije Marjan Šarec, je bila s strani Tomaža Munde, predsednika prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona, predstavljena zgodovinska pot od začetkov do današnjega dne. 12. julija 1882 je takratni graščak grof Wurmbrand v gostilni Kurbus sklical prvi občni zbor. In tako se je iz dotedanje požarne straže ustanovilo Freiwillige Feuerwehr Ober-Radkersburg oziroma prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona. In tako se je začela pisati zgodovina našega društva. Društva, ki se je v 140 letih svojega obstoja po več tisoč intervencijah, več kot milijon prostovoljnih ur, po organiziranosti, opremljenosti ter po svojem požrtvovalnem operativnem sestavu pospelo v sam vrh prostovoljnih gasilskih enot v Sloveniji. Društvo se je po osamosvojitvi dokaj hitro razvijalo, saj je že leta 1886 dobilo svojo prvo novo brizgalno. Zakonca Franc in Marija Velcel sta februarja 1913 podarila stavbišče, na katerem je naslednjo leto že stal novi gasilski dom. Prva velika prelomnica v društvu se je zgodila leta 1918 z razpadom Avstro-Ogrske monarhije. Do tedaj nemško društvo se je reorganiziralo in že leta 1920 na občnem zboru sprejelo nova pravila. Naše društvo je postalo slovensko društvo. In kaj lahko danes, ob 140-letnici, povemo o našem društvu? Marsikaj. Društvo danes šteje preko 250 članov, od tega več kot 60 operativnih članov in članic. Smo osrednja enota za občino Gornja Radgona in smo ena izmed le nekaj desetih prostovoljnih gasilskih enot širšega pomena, ki imamo z Republiko Slovenijo oziroma z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje podpisane pogodbe za tehnično reševanje, reševanje v primeru nesreč z nevarno snovjo, reševanje iz vode in na vodi ter reševanje v avtocestnih predorih. Pohvaljamo se lahko, da je naša enota potapljačev Gapora, ki je ena izmed najbolje opremljenih potapljaških enot v Sloveniji, lansko leto praznovala 45 let obstoja. Pohvaljamo se lahko z našimi veterani, ki vztrajno svoje bogate izkušnje prenašajo na nas, mlajšo generacijo, in so letos tudi postali regijski prvaki na gasilskem tekmovanju. Pohvaljamo se lahko za polno garažo vozil in opreme. Če se samo osredotočimo na zadnjih 10 let, smo v teh letih za vozila namenili skoraj 1,5 milijona evrov. Pred 10 leti smo pripeljali našega tunelskega bojevnika, zamenjali 2 poveljniški vozili, kupili tehnično reševalno vozilo s košaro, kupili in sami uredili vozilo za posredovanje v nesrečah z nevarno snovjo in leta 2020 pripeljali do sedaj našo največjo investicijo, novo sodobno gasilsko avtolestev v vrednosti 700 000 evrov. Zahvala gre predvsem občini Gornja Radgona, županu Stanku Rojku ter občinskemu svetu. Seveda tudi velika zahvala Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje za sofinanciranje gasilske avtolestve v vrednosti 225 000 evrov ter občini Radence z županom Romanom Leljakom na čelu, katera se tudi odločila pristopiti k skupni nabavi. Pohvaljamo se lahko z našim gasilskim domom, ki nam je že 40 let v veliki ponos. V zadnjih 2 letih smo v naš dom uspeli vložiti več kot 230 000 evrov. Zamenjali smo ostrešje doma ter popolnoma prenovili veliko in malo dvorano. Sredstva smo dobili preko evropskega projekta Interreg, katerega smo skupaj s kolegi gasilci iz Bad Radkersburga uspešno že zaključili. Naše največje bogastvo pa ste prav vi, naše članstvo, naš operativni sestav. Brez vas tega, kar imamo danes, ne bi nikoli imeli. Pohvaljamo se lahko z brezmejno požrtvovalnostjo naših gasilcev in gasilk, ki se v trenutku, brez obotavljanja, odzovejo na klic pomoči. Prav vi ste naše največje bogastvo. Napredek društva. Nadaljevati začrtano pot, opremljati in izobraževati naš kader, stremeti k odličnosti in popolnosti, saj si naši varovanci, naše občanke in občani zaslužijo najboljšo in najhitrejšo pomoč, ko leto potrebujejo.
Slavnostni govornik na akademiji je bil Marjan Šarec, minister za obrambo Republike Slovenije. 140. obletnica prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona nas spominja na čase, kako se je slovensko gasilstvo razvijalo praktično iz nič pa do današnjih razsežnosti. Slovensko gasilstvo temelji na prostovoljstvu in brez slovenskega gasilstva tudi civilna zaščita ne more delovati. Tudi civilna zaščita je samo vojska na papirju, če nima prostovoljnih gasilcev, ki so usposobljeni, ki so vedno pripravljeni pomagati in ki jih ni strah ničesar, oziroma bolje rečeno, premagajo strah in gredo tja, kjer je ogenj, voda ali katerakoli druga nevšečnost. Na Krasu smo spet pokazali, da ne glede na to, iz katerega koli društva Slovenije prihajamo, da znamo stopiti skupaj, da smo ena enota in da zna vsak opraviti svojo nalogo. In slovenske gasilke in gasilci skupaj z drugimi službami, ki so pomagale, ki so skrbele za logistiko in druge zadeve, tukaj moramo omeniti Slovensko vojsko, skupaj smo lahko rešili tisto, kar se je rešiti dalo, rešili pa smo veliko. Rešili smo življenja in rešili smo premoženje. In to je najpomembnejše. Seveda pa nihče od gasilk in gasilcev za to ne pričakuje plačila. In tako je tudi prav, kajti kot naši nazivi pravijo, smo prostovoljna gasilska društva. Pa vendar je bilo veliko uničene opreme in bilo je tudi veliko prostovoljnih ur in zato se je vlada tudi odločila, da bo društvom namenila denar za vse tiste, za izgubljeno opremo in za izgubljene ure. Ob tej priložnosti so navzočim spregovorili tudi Peter Cvetkovič, predsednik Gasilske zveze Gornja Radgona, Dušan Utroša, regijski gasilski poveljnik in član poveljstva Gasilske zveze Slovenije, ter David Roškar, podžupan občine Gornja Radgona, ki je s ponosom pojasnil vpetost gasilk in gasilcev v življenje lokalne skupnosti. V Sloveniji letos praznujemo 150 let začetkov organiziranega gasilstva, ki se je v svojem delovanju vseskozi krepilo in je danes najbolj množična humanitarna organizacija, ki temelji na prostovoljstvu. Prostovoljno gasilsko društvo Radgona za temi začetki zaostaja le 10 let in je tako s 140-letnim jubilejem društvo, ki ima bogato zgodovino in se lahko pohvali z mnogimi dosežki. Današnji čas prinaša vedno nove izzive in terja hitrejšo odzivnost ter sodobne in učinkovite načine reševanja in gašenja. To terja visoko stopnjo usposobljenosti naših gasilk in gasilcev in sodobno opremo. V tem poslanstvu lahko človek najde socialno oporo in solidarno, nesebično pomoč ob vsakršni nesreči. Gasilci ste tisti, ki združujete ter povezujete naše občane pri različnih aktivnosti in dejavnosti, zato vas imajo ljudje radi in vas potrebujejo. Na prireditvi so najzaslužnejšim gasilkam in gasilcem podelili priznanja s kulturnimi utrinki, v katerih so nastopili pihalni orkester Apače ter glasbenice Mila Strah, Maja Zorman, Lucija Debeljak in Sabina Štajer-Debeljak pa obogatili osrednji dogodek ob 140-letnici prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona. Prihodnost slovenskega prostovoljnega gasilstva ni vprašljiva, ker sta tako minister Marjan Šarec kot regijski poveljnik Dušan Utroša dejala. Slovensko gasilstvo ne bo nikoli propadlo, zato ker bo imelo vedno dušo in srce.